Torej, če prav razumem, recimo, če imam jaz moža, pa da 15,000 evrov v moj vikend, pa se midva skregava. Ja. Ko greva midva narazen, on mu lahko zahteva samo teh 15,000 evrov in ne more pa on reči, zdaj pa hočem iz pol vikenda. Ne, on ne more postati zdaj solastnik. Odkje imamo pa mi to idejo, da se kar vse deli 50-50 obločitvi? Mislim, se moški še posebej malo tega bojijo. Mislim, najprej, če je bila nepremičnina spet kupljena v času, ko sta bila že skupaj, se pravi, da gre za skupno premoženje, imata pravico tam bivati oba. Tudi če sta recimo če sta oba dva vknjižena v zemljiško knjigo kot lastnika, noben ne more poklicati policije pa reči, lejte, samo jaz imam zemljiško knjižni spis, da sem lastnik in tako naprej. Je pa res, to sva se pogovarjala. Je rahlo neprijetno svoj partnerki ali pa partnerju, ki sta v super odnosu, pa reče, ljubica, dejva se pa midva pogovoriti, kaj je s premoženjem, če greva midva narazen. Saj ne greva, ampak kaj pač? Če ljubezen mine, pol je tvoja trofeja lahko vsaj fasada. Recimo. Ženska, zapomnite si, da ne boste temu nasedle, zdaj le slišimo z prve roke. Naš današnji gost je Anže Zalar. Anže je odvetnik v odvetniški pisarni Senica in partnerji in Anže se specializira za nepremičnine. Anže, dobrodošel. Ja, hvala Kristina za povabilo. Dejva midva kar takoj iti na the juicy stuff. Dej mi povej, kot odvetnik, za koliko let izkušenj imaš? To te nisem vprašala. Zdaj bo moje 8. leto v odvetniški pisarni Senica. Torej, v 8 letih si verjetno že marsikaj videl in doživel. Dej mi povej, kaj je najpogostejši konflikt, kar se tiče nepremičnin pri parih? Ali so to poročenja ali ne, kakorkoli že? Torej, največji konflikt po mojih izkušnjah je odgovor na vprašanje, kaj spada v skupno premoženje, pa kaj spada v posebno premoženje. To je bistvo razrešitve problematike, tudi v zvezi z nepremičninami. Namreč skupno premoženje je vso tisto premoženje, ki ga partnerja v času trajanja njune zveze, ali je to zakonska ali zunajzakonska, ustvarita z delom. To so načeloma premoženjske pravice, ki so vrednostno ocenljive. In delež na tem skupnem premoženju je nedefiniran. Zakon sicer predvideva oziroma vzpostavlja domnevo, da sta deleža enaka, torej 50-50 recimo. Okay. Ampak ker gre za domnevo, se to lahko izpodbija in dokazuje drugače. Se pravi, da ima nekdo večji delež ali pa manjši delež. Posebno premoženje pa tisto premoženje, ki se pravi ni bilo ustvarjeno v času trajanja zveze z prihodki iz dela. Jaz imam že tako eno vprašanje. Kako pa ti na sodišču dokazuješ, kdaj se je začela veza? Ja, ponavadi je tako, da se koncentrira takrat, ko se partnerji recimo skupaj vselita, ustvarjata skupno gospodinjstvo, to je nekako prelomna točka. Ni pa nujno. Ja. Lahko da v bistvu še nista živela skupaj, ampak sta morda že začela skupaj ustvarjati premoženje. Tukaj je recimo teh variacij mnogo. Potem se to izpoveduje v sklopu zaslišanj, strani prijateljev, družine in tako naprej. Nekako mora biti jasno izhajati na ven in v njunem notranjem razmerju, da sta pač v neki življenjski skupnosti. A imaš mogoče kakšen primer recimo spora zakoncev, kar se tiče nepremičnine? Mogoče, ne vem, verjetno ne moraš povedati konkretno za svoje stranke, ampak mi daš en zelo tipičen primer, čist konkretno. Ja, brez problema. Pa gremo najprej na poročen par. Ja, zdaj tako, že tako bom povedal, da v bistvu razlike med poročenim pa neporočenim parom ni. Kako se to pravi, misliš? v smislu, da čim si v dlje časa trajajoči skupnosti življenjski. To zakon poimenuje kot zunajzakonska skupnost in zunajzakonski pari so povsem izenačeni z zakonskimi pari. Se pravi, imajo vse pravice in vse obveznosti, kot jih imajo zakonci. Pa koliko je časovna meja? Tle zakon ne definira, moraš biti 5 let skupaj, da se lahko. Se pravi, bistveno je samo to, da imaš ti neko dlje trajajočo skupnost, ki je tudi navzven vidna oziroma se čuti, kot da je pač neka skupnost. Ponavadi se, tako kot sem rekel uvodoma, je to, da si v nekem skupnem gospodinjstvu. Tako da recimo teh primerov je mnogo. Bistveno, oziroma klasični primeri so, kjer prihaja do največ sporov, je to, ko recimo partner vlaga, se pravi, partnerja skupno premoženje vlagata v posebno premoženje enega od partnerjev. Primer. Okay. Imamo recimo zakonca ali pa zunaj zakonca,
ki sta že dlje časa skupaj, pri čemer ima naprimer žena vikend na morju. Ta vikend je recimo podedovala po svojem očetu. Se pravi, gre za njeno posebno premoženje, ampak vikend je strd, potreben je obnove in ona dva ste skupaj odločila, da boste pač ta vikend obnovila. A ne recimo zamenjate kopalnico, vložite noter 15,000 evrov. Ne. Se pravi, kle pride nekako do mešanja posebnega premoženja pa skupnega premoženja. Ampak to ne pomeni, da avtomatično zdaj bo tukaj nastala skupna lastnina. Okay. Ampak to pomeni, da bo v tem primeru mož moral dokazovati, da je pač vlagal noter sredstva in ta vlaganja, ta njegov vložek, ta njegova terjatev finančna je v bistvu tisto, kar on zahteva kot recimo izplačilo. In to je v bistvu, ta vlaganja predstavljajo v bistvu lahko skupno premoženje, tudi če so bila izvedena v posebno premoženje. Torej, če prav razumem, recimo, če imam jaz moža, pa da 15,000 evrov v moj vikend, pa se midva skregava. Ja. Ko greva midva narazen, on lahko zahteva samo teh 15,000 evrov in ne more pa on reči, zdaj pa hočem iz pol vikenda. Ne, on ne more postati zdaj solastnik na podlagi tega. Včasih je bilo tako, da še po enem starem zakonu je bilo tako, da če se je spremenila recimo identiteta nepremičnine, se pravi, da je nekaj povsem novega nastalo iz teh vlaganj, potem je lahko v bistvu bila priznana solastninska pravica na temo. Danes je to v bistvu samo terjatev. Se pravi, ovrednoti se tvoj vložek. Isto bi bilo recimo, če bi bil za tak primer najet kredit. Se pravi, to, kar ta delež kredita, ki si ga ti odplačeval in s tem financiral obnovo nečesa, ta delež ti v bistvu lahko zahtevaš. In to je denar. Torej, če bi ti bil odvetnik tega moža oziroma njegov prijatelj že prej, pa bi ti on kot prijatelj rekel, jaz bom dal pa 15,000 evrov ženi za obnovo vikenda, tvoj nasvet njemu bi bil, da takoj začni pač zbiraj sproti dokaze, koliko si ti denarja vložil. Absolutno. A bi mu še kaj predlagal? Ne, mislim, nasvet bi šel najbolj v smeri tega, da si poenostaviš dokazovanje v prihodnosti, če pride do razpada zveze. Pač, če ljubezen mine, pol je tvoja trofeja lahko vsaj fasada. Recimo. To bo pa to bo pa naslov. Imamo ga. Super. Zdaj pa jaz bi ti povedala 3 konkretne scenarije, za katere pač vem, da so se zgodili ljudem, ki jih poznam. Okay. Pa mi boš ti povedal kot odvetnik, kaj je tukaj najbolj idealna rešitev, pa kaj je lahko najslabši scenarij, ki se tukaj lahko zgodi. Okay. Torej, prvi scenarij, neporočena partnerja in sta imela skupen kredit za hišo. In zdaj oba dva sta vzela isti znesek, oba dva sta bila podpisnika kredita, potem sta se razšla in ona dva se nista mogla zmeniti, kdo bo zdaj šel ven z hiše, pa kdo bo vstal in torej kdo bo koga izplačal. In potem en si je zamislil, da bi prodala hišo, pa si razdelila kupnino, ta drug je pa rekel, ne, jaz sem pa garov za to bajto cel life, jaz pa ne grem ven. In kaj zdaj? Ja, teh primerov je veliko. Zdaj tako, najprej, če je bila nepremičnina spet kupljena v času, ko sta bila že skupaj, se pravi, da gre za skupno premoženje, imata pravico tam bivati oba. Tudi če sta recimo sploh, če sta oba dva vknjižena v zemljiško knjigo kot lastnika, noben ne more poklicati policije pa reči, lejte, samo jaz imam zemljiško knjižni spis, da sem lastnik in tako naprej, vanjo vršte in tako naprej. Tako da v praksi se še nisem srečal s primerom, da bi nekdo kljub razhodu vztrajal v skupnosti, se pravi bivati v istem stanovanju ali pa v hiši, ker je pač to je življenjsko nevzdržno. Videti se več ne moreš, skregan si in pač nekdo pač potegne takrat, ko bom rekel, in si ali si najame stanovanje ali se preseli nazaj k staršem ali kakorkoli. Tako da kaj boste zdaj v tem primeru naredila? Moj nasvet bi bil absolutno najlažje je skleniti dogovor, ugotoviti, kaj je skupno premoženje, recimo ta hiša spada v skupno premoženje, deleža sta enaka in potem razdeliti to premoženje. Se pravi, ali bova pač en bo nekoga mogel izplačati, če ne se bo pač nepremičnina morala prodati, pa se bosta pač oba dva iz tega poplačala. Če je pa kleva v zadju še hipoteka banke, se pravi, če imamo kredit, tako kot si omenila, je pa tako, ne. Zdaj banke dajo kredite
Ponavadi, da sta oba dva solidarna plačnika in poroka, se pravi, če en ne bo plačal, bo avtomatično to padlo vse na drugega. Če ne bo noben več plačal, banka bo zarubila nepremičnino, jo prodala, si bo plačala kredit, če bo karkoli presežka, bo pač to vrnjeno kreditojemalcema. Tako da, ja, če ljubezen mine, ne, trajnik banke ostane, tako bom rekel. Še en kvot. ja. Sam pokažeš. Tako da, ja, jaz mislim, da situacija drugače rešiti, kot to, da bo ali bo en lastnik ostal, ali da bo nepremičnina prodana, pač ne gre. Ne. Pa praviš, da v praksi ponovadi se kar nekako zmenijo. Ker ta dva, recimo, ko jaz poznam, sta se res dolg časa trmarla. Ja. Je bila situacija v smislu, zakaj bi jaz šel ven, pa sem isto plačal kot ti, pa nočem prodati hiše, pa tako. Ja, težko v bistvu. Moj nasvet je vedno to. Probajte se dogovoriti, probajte se zmeniti. Boljše je imeti danes napisan dogovor, kot ne vem, dolgotrajno pravdo jutri. Ker te pravde so naporne, čustveno, stroškovno, kjer se dva kregata, odvetnik zasluži. Mogoče to ne bi zasmel povedati. Ampak ja, je definitivno bolj, sodišča so obremenjena, vse pravo te varuje. Ni bojazni, da boš ostal brez vsega, seveda boš mogel dokazovati določene stvari, ampak zadeva se bo vlekla in jaz sem tudi postopke, ki sem jih v bistvu prevzel že po mojih kolegih, ki niso več z nami, recimo v pisarni, pa še vedno trajajo. To so postopke, ki lahko trajajo 10-15 let. Ja, ker lahko se zadeva zaključi na prvi stopnji z odločitvijo sodišča, ki je napačna, se izpodija spet tožba, gre nazaj v ponovljen postopek, spet sodišče narobe odloči, gre spet v ponovljen in tako se to vleče. Stroški so pa ogromni. Okay. Razumem. Ja, tako da, to bi bil tudi odgovor na tvoje zadnje vprašanje, kaj je v bistvu najhujša situacija v takem primeru? Pravda. Okay. Pravda je najhujša situacija, ker te bo stala. Okay. Časa in denarja. V bistvu čas je še hujš, ki ga ne moreš dobiti nazaj. Ok, super. Gremo na drug scenarij. Poznam partnerja, v bistvu sta bila poročena, ampak je bil pa lastnik in kreditojemalec samo en. In tudi vpisan je bil v zemljiško knjigo samo en. Ona dva sta se potem ločila in v bistvu taka je bil vpisan v zemljiško knjigo in pač ki je bil kreditojemalec in tako dalje, je rekel, da druga oseba nima pravice do nepremičnine, ker je, pač, druga oseba je bila ženska, ker je vlagala samo, ne vem, v gospodinjstvo ali pač kakorkoli. A se to obravnava kot skupno premoženje? Ja, spet. Odgovor na ta vprašanje, v bistvu, vedno je treba začeti pri tem, ali je bila nepremičnina kupljena v času, ko sta bila skupaj. Če je bila v času, ko sta bila skupaj, tudi če jo je recimo kupil samo en, pa je samo on plačal kredit, oziroma še on odplačeval kredit, je dejstvo, da je bil plačan kredit iz sredstev z dela v času trajanja skupne zveze, kar pomeni, da lahko spada v skupno premoženje. Če se bo pač ta upiral, če ne bo možen dogovor, kako se bo to razdelil, kdo bo stal lastnik in tako naprej. Tudi če recimo v tem primeru partnerka ni vpisana v zemljiško knjigo kot lastnica, jo pravo varuje. Morala bo vložiti tožbo, v kateri bo zahtevala, naj sodišče ugotovi, da ta nepremičnina spada v njuno skupno premoženje. In potem bo zatrjevala, ne vem, jaz sem tudi možu dajala zraven na mesec, zato da je plačal kredit. To bo mogla dokazovati recimo z izpiski, če mu je dajala gotovino, bo mogla povedati, kaj konkretno koliko, če lahko potrdi kakšna priča, te pri gotovinskih plačilih. To je vedno problematično. Zato vedno pisne stvari, nakazila, sledljivost je pomembna pri dokazovanju. Skratka, ampak ja, pravo jo bo varovalo in bo lahko uspešna. In bo v postopku lahko dokazala, ok, ta nepremičnina je skupno premoženje. Potem bo pa rekla, res je recimo, mož je imel, oziroma partner je imel više prihodke in zdaj bo sodišče deleža na skupnem premoženju, deleža na nepremičnini, ki je skupno premoženje, ovrednotilo po objektivnem merilu, torej po višini prihodkov, bo rekla, on je imel 70% višjo plačo. Ona bo pa zatrjevala, ja, njega nikoli ni bilo doma. On je toliko delal, ampak jaz sem pa pol skrbela za otroke, jaz sem skrbela za dom, za gospodinjstvo, vrtnarla in tako naprej. In sodišče to upošteva kot nek soprispevek k skupnosti.
in ga tudi ovrednoti in to upošteva pri deležih. Ne? In potem reče, ok, vse so bili njegovi prihodki višji, ampak ni nič pomagal doma. Kar pomeni, da se mogoče to lahko izravna, mogoče bo on še vedno imel večji delež. In na ta način potem pride, ugotovljen je obseg, hiša spada v skupno premoženje, deleža sta recimo, 60-40, pa je pa nov postopek, ki morate to razdeliti. To je pa zdaj tako, ali bo on jo izplačal, ovrednoti se teh 40%, ali bosta pač prodala, pa bo vsak svoj del dobil. To so pač mahinacije, ki so možne. Odkje imamo pa mi to idejo, da se kar vse deli 50-50 obločitvi? Mislim, se moški še posebej malo tega bojijo. Iz načela pravičnosti, tim pač zakon vzpostavlja neko enakovrednost. Se pravi, če so mi dva partnerja, sva pač si enakovredna. In če nekdo trdi, da je pač prispeval več, mora pač to dokazati. Na ta način je lažje. Ne predstavljam si situacije, da bi rekel, pa bi bil to nek patriarhat, da bi rekel, moški imajo več, že po zakonu 70%, to je bilo absolutno sprejemljivo v današnjih časih, mogoče včasih niti ne. Ok. Kaj bi pa ti, dobro, to bo mogoče malo grdo vprašanje, ampak čisto iz Ferbca, če bi bil ti odvetnik moškega v tem primeru, kaj bi mu svetoval, da on, pa bog ne, da jaz tega ne podpiram, ampak kaj bi mu ti svetoval, da bi on čim več odnesel od tega, da bi žena čim manjši del. A se to sploh da narediti? Da, seveda, mislim, do neke mere. Če pač imaš na razpolago dokaze, da lahko nekaj dokažeš, potem se vse da. Seveda rabiš dobrega odvetnika, da ti bo dal ta pravni svet, da bo znal tudi taktično odigrati, recimo, da bo vedel mogoče, ali pa recimo, če se to sklepa v sklopu dogovorov, kdaj kaj ne povedati, kdaj kaj povedati, kdaj zagroziti, kdaj ne zagroziti, kdaj biti malo bolj spraven, ker imaš mogoče v zadnji nek drug interes. Včasih moraš malo požreti stvari, ker imaš v zadnji neko ful večjo zgodbo. V glavnem, moj nasvet bi bil, da pač poskuša dokazati seveda čim višjo višino prihodkov v primerjavi z njenimi prihodki, pa izpodbiti njene navedbe, da je samo ona pomagala doma. Reči, da je slabo vrtnarla, pa slabo posodo. Ja, predložiti fotografije, da je prišel iz službenega potovanja, ko je pač ona zatrjuje, da je bilo več takih potovanj in je ona skozi skrbela doma za dom in družino, pa predložiti fotografije, kako je bil hladilnik prazen, hrana presljiva, oblačila posod neoprana in tako naprej. In s tem izkazuješ, da ni bila tako skrbna. Ženska, zapomnite si, da ne boste temu nasedli, zdaj le slišimo iz prve roke. Ja, vladam tudi nasvet za punce, je pa seveda pač izkazati, da, mislim, ne se pustiti pelati na let, vi ste enakopravne, biti samo doma pa pospravljati morda ni vedno najbolj. To bova še pol govorila, to je zelo pomembna tema. Ne, se super, da si omenila, ampak skratka, pač dokazovati, kakšen je bil vaš prispevek v primeru, če pač je moški tisti, ki je bolj plačan in ima več finančnih sredstev in si lahko privoščil večji kredit zaradi tega, ali samo on privoščil kredit zaradi tega. Skratka, bo treba pač bistveno več napora v to vložiti. Zdaj imamo pa tretji primer. To se je pa zgodil tudi eni osebi, ki jo osebno poznam in ta je meni osebno najgrši. Recimo Sara in Rok. Sara in Rok sta bila skupaj, ker sta bila stara Sara 21, Rok pa 22. Sara je prišla v stanovanje od Roka. Rok je dobil to stanovanje od pač družine. In kaj Sara prišla v to stanovanje, je bilo stanovanje tipičen moški brlog, ki je za žensko neprimerno za bivanje. In ga je pač seveda malce polepšala. In po nekem času Sara in Rok ugotovita, da bosta skupaj kupila pač eno enoto, zato ker pač tisto stanovanje ni bilo primerno. Sara je bila takrat še študentka, Rok je bil pa že zaposlen, torej to pomeni, da je bil samo on kreditno sposoben. In je šel Rok po kredit, dobil kredit, vse lepo in prav, in ona dva sta se zmenila ustno. Sara, boš ti meni vsak mesec pol pač dajala za ta kredit. Vse lepo in prav, mine pol leta, 8 mesecev, nekaj denarja mu je že dala, pač pa 21 ti je vsaki 50 evrov veliko, kaj šele 500 evrov na mesec. No, pa Rok ugotovi, da mu je ena druga gospodična všeč, Saro dampa in ji reče,
veš kaj, ta denar, ki si mi ga ti do zdaj dala za kredit, je pa nadomestilo najemnine, da si ti lahko sploh pri meni živela, ker sva bila midva skupaj, jaz ti denarja ne bom vrnil. In se je lepo Rok suvereno vselil v pač to nepremičnino, za katero je Sara tudi že dala določen znesek za kredit z novo punco. Tako da mene zdaj tukaj zanima, kje je Sara ga kiksana, pa kaj bi ti svetoval Sari, pa kaj bi svetoval Roku, če bi bil pač na različnih straneh. Ja, zdaj tako, ne. Če so to neka krajša življenjska obdobja, ne, če se pogovarjamo, ne vem, v parih mesecih sta skupaj živela, pa to bi težko rekel, da sta 3 leta sta skupaj živela. No, ampak zadnje leto sta šla pa kupovati skupaj. In sta šla, se preselila že v novo nepremičnino, recimo, ki jo je sicer on sam kupil in on jo financira s kreditom, ampak ona mu zraven mesečno plačuje. V gotovini in brez pisanega dogovora. To so pol neprijetne življenjske situacije. Zdaj tako je, ne? Ona bi spet lahko trdila, da je bila nepremičnina kupljena v času, ko sta bila že v zunaj zakonski zvezi, se pravi, sta spet izenačena z zakoncem, ko da je bila poročena, da gre spet za skupno premoženje, da sicer je pač njegov delež na tem premoženju večji, ker je pač bil edini kreditno sposoben, ampak vendarle, ne, ona je njemu plačevala nekaj zraven mesec, ona bo sicer to morala dokazovati. Polovico mu je plačvala. Recimo, polovico mu je plačvala tukaj zraven. Zdaj, največja težava, ki jo bo Sara imela v tem primeru, je dokazovanje, da mu je karkoli plačala, ne, sploh ker so gotovinska plačila. Tako da to bo problematično. Ni pa nemogoče. Lahko recimo trdi, da pač se je jasno glede na življenjske potrebe, ki so jih imela, pa recimo kakšno študentsko delo sem upravljala, ker nekje tudi morala imeti dohodek za to, da mu je lahko to plačevala. Starši lahko izpovejo, kako so imeli skupaj družinska kosila, pa sta reševala problematiko skupaj z njimi in tako naprej, pa so ji pomagali, pa lahko kot priče izpovejo, da so tudi oni kdaj ne dali znesek zraven. Skratka, se da, ampak je težavno. Tako da moj nasvet Sari bi bil, oziroma vsem parom, tudi tistim, ki so poročeni, ki niso poročeni in grejo v nakup nepremičnine, pa v primeru, da recimo bo samo en partner kreditojemalec, dejte take stvari na papir. Papir prenese vse, ljubezen pa ne. Tako da, če vem, ker pokavi. Zdaj je super, je fula. Dejte take stvari na papir, mladi si pošiljamo SMS-e, pošle SMS. Kaj te to stane? Dej na mail. Ko greš v take stvari, si še v dobrih odnosih. In takrat je najbolj logično, da takrat boš to naredil. Zdaj sva se Kristina midva odločila, midva greva v nakup nepremičnine. Kako bova to rešila? Jaz lahko si to prvoščam, ti si to. Deva narediti nek finančni plan, deva ga zapisati in se bova tega držala. Najno življenje bo lažje. Tako da to glavna svet je stvari zapisati. Je pa res, to sva se pogovarjala. Je rahlo neprijetno svoj partnerki ali pa partnerju, ki sta v super odnosu, pa reče Ljubica, dejva se pa midva pogovoriti, kaj bo s premoženjem, če greva midva na razen. Sej ne greva, ampak kaj počne? To so pa pol že vprašanja predporočnih pogodb, ne. Zdaj, te so dovoljene, dopustne, urejene od 2019 dalje, prej tega ni bilo. Problem imajo te ljudje, ki so veliko premoženja ustvarjali, pa včasih pač slovenski sistem tega še ni dopuščal, da bi se v bistvu že naprej ugotovilo, razdelilo, kaj kdo bo dobil, če pride do takšnih situacij, kakšni so pogoji, da nekdo nekaj dobi. V Ameriki je to že dlje časa. Ne vem, če nekdo nekoga prevara, pol nima pravice recimo zahtevati, ne vem, toliko visoke preživnine. Tako da te predporočne pogodbe so delikatna tema. Sploh za odpreti, začeti se o njih pogovarjati, ampak nek racio je v zadnji in to ni neumno tako razmišljati, to ni oportunistično razmišljanje, to je v bistvu, jaz bi rekel, skoraj skrbno razmišljanje. Varnost za oba. Sploh za tiste, recimo danes imamo veliko mladih podjetnikov, mladih ljudi, ki delajo startupe, kjer zelo hitro recimo skalajo prodaje, ne vem, online, kakorkoli. Recimo imajo delež v družbi, ki so ustanovili glih, ki so začeli že z nekom živeti, recimo s punco ali pa s fantom, kakorkoli.
A ne? In tudi ta delež v družbi, ta v bistvu poslovni delež je lahko skupno premoženje. Ne? In zdaj, če prije do deleža, ki je bil najprej vreden 7,5 evrov, čez 2 leti pa zaradi uspešne prodaje je to 300 evrov. Je fajn take stvari mogoče že naprej rediti, kaj bo moje. Ne, tako da, ja, to je kar. Kaj pa ta del, ki je Rok rekel, da gre v bistvu, da je njeno plačilo nadomestilo za najemnino, da je ona lahko živela v tistem stanovanju. A je imel to prav? Mislim, a bi lahko to rekel, pa bi na sodišču topil vodo? Lahko bi to rekel, lahko bi se skliceval na to vprašanje, sicer če bi uspešen, to je veliko zdaj odvisno od podrobnosti primera. Recimo, jaz bi mu lahko ta argument zavrnil s tem, da bi rekel, ja, pa se ti sploh nisi bil lastnik tega stanovanja, se so bili lastnik tvoji starši, ne? Se pravi, bi morali tvoji starši to ugovarjati, ne? Recimo. Ne? Pa pa svet vprašanje, kako bi vrnila se žogca. Ne? Ja, tudi recimo, če bi bil njegov odvetnik, bi mu svetoval kaj tazga. Se bi rekel, lej, pač videl, ona ti je v bistvu za nazaj krila, recimo, kar ti ni dala za najemnino. Polistica, da je to rekel pameten. Ja, seveda, ne. Karkoli je dubo, ne bi mu tudi jaz svetoval, da nekako probaš to zapakirati pod neko pravno podlago, pod nek prispevek. Ne. Sam je pa res, da je ta punca investirala svoj denar, ki mu je preuredila stanovanje. Ja, sem to so mešni vložki. Ne, omara, kavč, polštrčki, postla, ne, to je še vse. Ampak spet, se pravi, to so pa lahko denarni zahtevki. Ampak ona bi pa recimo tudi lahko to argumentirala, če gledava obe strani. On bi lahko rekel nadomestilo za najemnino, ona pa reče, seveda. Oba dva bi lahko imela drug do drugega terjatve. Se pravi, to so pač kompleksni postopki, kjer se zelo hitro lahko zadeva izfiži in gre v maloro. Zato, tako kot sem na začetku povedal, ne, vnaprej se zmeniti ali pa vsaj nekaj napisati. Če pa že pride do konflikta, pa imeti pred očmi to, da naj bo še tako hudo, še toliko se ne marata, se sovražita, se ne morata videti kakorkoli, probita se zmeniti, pa se izogniti sodišču. Tako da ja. Okay. Zdaj gremo pa v bistvu na mojo inspiracijo za današnjo temo. Okay. In sicer to je fenomen threadwife. Jaz sva se pogovarjala, ti ne veš, ker si milenic. In moja generacija Gen Z je zdaj nekako ugotovila oziroma ugotavlja, da želi nazaj koncept threadwife pomeni traditional wife. Torej, da se vrača spet to, da bi bila žena oziroma ženska doma, pa kuhala, basically, moški pa pač vse financira. Okay. In jaz sem en dan scrollala po Reelsih in vidim eno zelo lušno punco mojih let. In punca se hvali, ja, jaz pa ne rabim delati, zato ker imam bogatega tipa, pa pač pokaže tu vilo, v kateri ona živi, pač od tega tipa. In si jaz mislim po eni strani, ok, carica, super ti je, sem poznam pa jaz pomislila, kaj gre pa tukaj lahko narobe. Ker ta ženska itak pač je razlagala na dolgo in široko o tem, kako ima ta urejen, ona ne prispeva niti za hrano, niti za čistilko, nič. Ona v bistvu samo sta skupaj, in ona pač živi popolnoma in čist na njegov račun. In zdaj mene zanima, če bi šla ona dva narazen. Ona pretty much pristane na cesti, ker ona pa res ne more uveljavljati nič, če ni niti kuhala, ni niti pospravljala, pa da ne bo pomote, jaz ne trdim, da mora biti ženska, pač tam čistilka ali pa karkoli, pa govoriva iz pravnega vidika. Se pravi, tako, že prej sem rekel, da sodišče, ko deli skupno premoženje, oziroma ko ugotavlja obseg skupnega premoženja, deleže na skupnem premoženju, upošteva tudi takšen soprispevek, kot je skrb za dom in družino. Ki je bil pri njej nič. Ja, sam da ta soprispevek nima plačilne liste. Moraš ga dokazovati. V glavnem, za tako dekle je problematično predvsem to... Ali pa fanta, da ne bo seksistična. Ali pa fanta. Ali pa tudi fantje. Ja, seveda. Je problematično predvsem to, da recimo, če ima tip že prej v lasti to nepremičnino, to je njegovo posebno premoženje.
Se pravi, ona ne more zahtevati nič v zvezi s tem premoženjem, ne? Ker pač je to njegova, sploh, če ni nič plačala, če so še Nima niti službe, kar je meni največja neumnost. Ja, on pač pristala bo na cesti, edin, če je, ne vem, nepreskrbljeni zakonec, pa bi lahko, ne vem, zahtevala preživnino, ampak spet, pa bo moški rekel, ja, pa si pridobitno sposobna, se ti greš lahko delati, se ti, ne vem, imaš, ne vem, šolo narejeno, bod frizerka, ne vem, se imaš ekonomsko, bod, ne vem, ekonomski tehnik, karkoli. Se pravi, ni tako, da si invalid, ki ne more se zaposliti. Se pravi, jaz nisem kriv, da pač si se ti odločila za ta lifestyle, jaz se nisem dolžen nič plačevati zdaj. Ampak spet, to je lahko milijon okoliščin, ki zdaj vpliva na to, a bo upravičena do neke preživnine, ali bo upravičena, da bo sploh dobila mogoče kako izplačilo. Če je dovolj prispevala, tudi če je bilo nefinančno, bo še vedno lahko trdila, pa recimo je moški kupil to nepremičnino, to čudovito vilo, vse svojim denarjem, oziroma z denarjem, ko sta pač že bila skupaj, je to lahko še vedno predmet ugotavljanja, a to spada skupno premoženje in kakšen je delež. In v tem primeru lahko ona, če zadostno izkaže, da je res ful prispevala, če sta ona imela doma čistilke, pa ona nič ni delala, ne bo uspela. Tak primer je bil. Recimo, ampak če pa bo, ne vem, skrbela vsaj za otroke, pa jih vozila v šolo, pa ne vem kaj, pa lahko reče, da je pač to predstavlja nek delež na tem skupnem premoženju. Ampak seveda, v takem primeru bo ta delež zelo nizek, moškemu ali pa ženski, ki bo imel tako premoženje, tako lepo, čudovito vilo, bo pa takšno izplačilo predstavljalo. Tako da, če potegneva pod črto, to res ni pametna izbira, ali za moškega ali pa žensko, moraš imeti... Z vidika komforta lahko rečem tako, sej lahko živeti na tuji računa, ampak se moraš zavedati, da prvič nisi nič ustvaril, in drugič to pomeni, da ko bo tega konec, ker verjetno enkrat bo, recimo, da bo, boš ostal brez vsega, in boš se moral spet znajdati. V bistvu, ali pa če se, ne vem, uni osebi Bog ne da kaj zgodi, če se pa uni osebi kaj zgodi, pol so pa že druga vprašanja, pa so pa že dedovanje, pa si pa lahko upravičen do tega premoženja kot dedič. Zakaj bi bila recimo ne žena, recimo partnerka ali pa partner upravičen do dedovanja? Recimo, mislim, ne razumem te logike. To je pa dedovanje. Ampak če je recimo bila kupljena vila, preden sta se ona dva spoznala. Ja, ampak veš, kako je, ko nekdo umre, imaš ti dedne rede, se pravi, imaš ti ne vem, zakonca, zunaj zakonskega partnerja, pa recimo otroke, pa imaš pa naprej, pa imaš pa brate, pa sestre, pa tako naprej. In pol pač odvisno, kdo so dediči, tako se pač deduje. Ampak ko zapustnik umre, njegovo premoženje postane zapuščina, sodišče ugotovi obseg zapuščine, ugotovi so dediči, in če ima on partnerko, s katero je bil 3 leta, se pravi, ona lahko trdi, jaz sem z njim bila v zunaj zakonski skupnosti, nima nobenega otroka, ona dobi to premoženje. Ni vam dolg čas. Ampak če se vrnemo nazaj na temo teh nepremičnin, pa to, moj nasvet je pač tako, če ti takšen življenjski slog ustreza in si rad doma in skrbiš za dom in za partnerja svojega, pač v redu, pač moraš vedeti samo, kaj se spuščaš. Ni vse tako rožnato, kot vidiš ki si rekla, na TikToku. Na Reelsih, na Instagramu. Zato meni je to zelo pomembna tema, ker se mi zdi že skoraj, da se mladim ženskam malo pere možgane. Pač kar se tega tiče, mislim, enostavno, to sicer pač moje mnenje, ampak meni se zdi, da če si odrasla oseba, moraš znati pač poskrbeti za se. Tako da sem pač hotela, da se malo dotakneva te teme, da se vidi, pač kaj v bistvu se v realnem svetu zgodi. Lahko. Ja, marsikaj. Tako. Greva še malo na najeme. Zdaj še en primer, recimo, sta par in pač sta šla v najem. In je pogodba samo na enega in imate recimo pogodbo za 1 leto, pa se pa po 3 mesecih razideta. Pa noben očet ven iz stanovanja. A bi mogel iti pač zdaj absolutno ven, na katerega ni pogodba? Ja, seveda, se pač on nima pravnega naslova za to, da tam biva. Pač če gleda čisto strogo formalno pravno, je pač najemnik eden. Pričemer, kle je bistveno vprašanje, mislim, bistveno, kar je treba upoštevati pri teh zadevah, je to, da noben od njih ni lastnik. Tako da, če je najemna pogodba na enega, lastniku verjamem, da se ne bo dalo ukvarjati z osebnimi dramami, ki jih imata ona dva, in bo rekel,
kaj zdaj se dogaja, ne vem, če bojo kakšne situacije se dogajale, da bo nekdo nekoga recimo enodnevni klical lastnika, kaj zdaj, on mora ven, Ne, lastnik bo rekel, jaz se s tem ne bom ukvarjal, zdaj se vidva zmenta, če ne, vam odpovem pogodbo obema, ne, če seveda pogodba to dopušča. Ampak načeloma seveda ta, ki je na pogodbi, bo imel pač bistveno manj dela s tem, da bo pač ostal tam, ne. Če sta pa oba Če sta pa oba, pa se pravim, spet, noben od njiju ni lastnik. Lastnik se absolutno ne bo ukvarjal z nekimi osebnimi težavami. Ne. Če mu bo pogodba dopuščala zaradi, recimo, ne vem, takšnih situacij, ali pa da recimo bo kar naenkrat prišlo do zamujanja pri plačilih najemnin, ker se ona dva ne bosta mogla zmeniti, kdo kaj plača, pa tako naprej. Ne bo lastnik pač odpovedal pogodbo, oba se bosta mogla izseliti. Ne. Lahko bi pač en malo taktiziral, pa bi že poklical lastnika, pa bi rekel, lej, to pa to se je zgodil, da nama obema odpove pogodbo, bova kao spraznila, šla ven, pa boš pa z mano še enkrat sklenil, pa tako naprej. To se pa lahko igraš vojno. Ne, ampak verjemi mi, mislim, lastnik se nav želel ukvarjati s tem. Ampak se jih itak ne more ven vršiti, recimo. Se pravi, odvisno, kakšna je pač situacija, ne more kar zdaj. Ne. Lahko pa, če nima recimo ne vem, nobene najemne pogodbe sklenjene, malo tam švingla, pa tako. Lahko reče, le nikoli nič ni bilo, te dva morata takoj ven policijo pokliče in tako naprej. Se pa že lastnik sprav težave. Ne. Ampak tako. Pa ste imeli kakšne take primere z najemi, ali imate bolj sam, kar se tiče lastnine, nepremičnin? Pri zakoncih pa pri zunaj zakonskih partnerjih ne, zaradi tega, ker se to pol niti ne obravnava recimo pred sodiščem. Recimo, če sta bila v najemu, itak ni bilo njuno, ne, se pravi, ni bil predmet ugotavljanja njunega skupnega premoženja, tako da v takih primerih je pol recimo, če sta živela skupaj v najemu, sta imela pol še drugo premoženje, ki ga je treba razdeliti, pol en gre ven, ostane v najemu ali kakorkoli, pa se pol mi z unimi zadevami ukvarjamo. Ne. V smislu tega najema mogoče samo, če so bila kakšna plačila, so prispevki, koliko je kdo kaj plačal in take zadeve. Ne. Ampak načeloma je lastništvo tisto, ki je problematično. Ne. Tam je čustven naboj, čigava je kaj in tako naprej. Kdo bo kaj imel, kdo je kaj plačal in tako naprej. Ja. Okay. Zdaj pa nekako, da vse skupaj povzameva, ne bom te vprašala, kako bi ti uredil svoje zadeve, če bi nepremičnino kupoval, ker predvidevam, da bo tvoja punca gledala, pa da bomo kaj razjezili. Ampak recimo, če bi svetoval svojemu najboljšemu prijatelju, kaj bi mu rekel, če gresta s punco zdaj skupaj kupovati nepremičnino, na kaj naj bosta oba pozorna, kaj naj absolutno upoštevata, kaj ne smeta pozabiti in čemu naj se absolutno izogibata. Najprej najdete ta pravo nepremičnino, zato da tudi, če je vse v redu, da nimate težave z samim predmetom nakupa. A ne, v smislu, da ne vem, kupujete neko hišo manjšo, ne, da res pogledate, da je pač ima hiša gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, da je zemljiško-knjižno stanje urejeno, da ni gor nobenih hipotek, služnosti, bremen, takšnih in drugačnih. Tako da to bi bil prvi korak, se pravi kupiti čisto nepremičnino, oziroma pač druga stvar pa si pač razdelita, ne, oziroma si takoj dogovoriti, zadeva bova speljala, ne vem, oba dva bova vzela kredit, ne vem, jaz bom plačevala 30%, ti boš plačeval 70%, ali oba dva enako, kreditna pogodba bo jasna, oba dva se vpiševa v zemljiško knjigo kot enakovredna solastnika, 50-50, tudi če en plačuje več kredita in manj, ker pač sta v dobrem odnosu, recimo veste, da pač en prispeva malo več doma in tako naprej. Ne. Skratka, kakršnekoli dogovore med njima je največji na svetu sam zapisati, ali pa si poslati SMS ali pa mail ali pa kakorkoli. Pa je že dosta SMS ali treba to prav v obliki pogodbe, recimo pač pridati v odvetniško pisarno, pa se to res uradno zmeniti, kako ne, mislim, ko boš ti delal kupoprodajno pogodbo, boš, seveda šel, mislim, priporočljivo je, da greš do odvetnika, vsaj da pregleda pogodbo, velikokrat nepremičninske agencije pripravljajo pogodbe, ki so čisto včasih ne. Tako da ti bojo znali svetovati, glede na situacijo, ki je, tole najbolj za vaju, da pogledajo, da zemljiško knjižno dovolilo pravilno, zato da se bo šlo po opisu, tako kot si želel, tako kot si se dogovoril zemljiško knjigo in to. Ampak na tej točki jaz mislim, da ni potrebe. Zdaj pa, če si ti nek že
nek uspešen podjetnik, zdaj je to tvoj drugi zakon, za sabo imaš neko podjetje, ki ga vodiš, ali pa več premoženja. A ne, v takem primeru je pa smiselno, če greš spet v nek nov zakon ali pa v neko partnersko zvezo, da razmisliš, kako boš to razdelil v primeru, če se ti spet ponesreča. V takem primeru potem skleneš morda pač tako pogodbo, s katero pač to urediš naprej. To pa seveda moraš pa sklepati pri odvetniku s pomočjo notarja. Veš, kaj sem se spomnila, sem še eno vprašanje. Kaj pa, če je pač en par in sta oba dva podpisnika kredita in kar naenkrat eden, ne vem, zgubi službo ali pa pač ne more več denarja služiti in gre celotno odplačevanje kredita sam na eno osebo. Ja. Kaj se pol zgodi v tem primeru? A se pol recimo njegov delež poveča za ta, recimo, da more samo odplačevati 1 leto, pol ta drugo leto pa že una druga oseba spet normalno plačuje. A se mu pol sorazmerno za to vsoto pač poveča njegov delež nepremičnine? Mislim, samo na podlagi enega takega kratkega obdobja ne, ker bo pač pred očmi je treba imeti, to je dlje trajajoča skupnost. Seveda, razen če sta bila skupaj 3 leta, pa je bilo to zadnjo leto, pol bo, ne. Ja. Absolutno, ker se gleda objektivno višina prihodka, koliko je bil prispevek. Tako da taka stvar zna pripomoreti k temu, da bo delež nekoga večji, kakor od drugega. Se pravim, predvsem je pa pač treba razmišljati, da banki je vsem, banka samo hoče denar. Če pač ne boste zmogla plačati, bo treba pač prodati nepremičnino, poplačati kredit, pa gresta po svoje. Ja, super. Zanimiv pogovor. A bi ti za konec še kaj dodal, kakšno anekdoto, kakšen nasvet, karkoli? Se mi zdi, da sem že kar neki nasvetov zmetov ven iz sebe. Pa kvotov za social media. Neki kvotov sem tudi dal, rekel te. Mi je kratalo očitno. Jaz ful ti je ratalo. Okay. Ne, tako da jaz svetujem samo previdnost. Previdnost nikoli ni odveč. Skrbnost. Pa v bistvu, da ni tabu ta pogovor o tej temi. Da v bistvu se ljudje zavedajo, da nič kaj takega. Če nimaš nasprot sebe partnerja, s katerim se lahko take stvari pogovarjaš, potem se moraš vprašati, je to partner, ki je primeren zate. Tako, na te stvari je treba razmišljati, če si odgovorna odrasla oseba, na to moraš pomisliti. In je to varstvo za obe osebi. Ja, in za prihodnost. Hvala, Anže. In to. Hvala, da ste bili z nami.